živijo. Kaj me zanima? A sprejemate zavrnitve kot slabe ali sprejemate zavrnitve kot neko lekcijo, da se nečesa naučite? Ker danes bi se rad dotaknil tega, kako sem šel na audicijo za Perpetuum Jazzile in kaj se mi je tam dogajalo. Prva zadeva, ki bi rad povedal, ful v redu ljudje so, zanimiva izkušnja, ampak vemo nazaj, kako sem sploh do tega prišel in kaj se je dogajalo. In sicer, bilo je julija, mislim, da je bil julij 2022, ne vem točnega datuma, in na Facebooku se mi pripelje en oglas, ne vem, ali ga je kdo všečko, ali je bil sponzoriran oglas, to ne vem. Se mi v glavnem pojavi, da Perpetuum Jazzile išče nove pevce. Išče predvsem baritone in tenorje. In ker pač sam sem bariton, sem rekel, to bi bilo pa ful zanimivo, ne, pet pri takem pevskem zboru. In ko sem se prijavljal, so se mi določene stvari dogajale, za katere bi lahko rekel, kaj pa če so bili vsi ti znaki, že znaki za to, da se pač ne prijavljaj, ali pa so bili ti znaki samo pač znaki, ki niso povedali nič, ali pa mogoče testirali, ali sem res vztrajen in ali si res želim to zadevo iz srca. Ali res želim to početi. Da boste malo lažje razumeli, kaj se je dogajalo. Ko sem se prijavil na oglas, oziroma na audicijo, je pisalo v oglasu, da je potrebno oddati videoposnetek, kjer pač poješ svojo najljubšo pesem ali pa več pesmi, ni niti pomembno, in jim poslati povezavo od YouTubea, od Facebooka, česarkoli, pač do tega posnetka, ali pa jim ga poslati na WeTransfer, da ga pač vidijo, da ga ocenijo. In jaz seveda sem rekel, valjda se bom prijavil, časa sem imel do torka, bila je sobota, ko sem jaz to videl, ta oglas, in do torka sem imel čas. In soboto pol sem še imel ene določene druge stvari. In v nedeljo se jaz budim brez glasa. In pol v moji glavi seveda spet več stvari. Takrat niti nisem pomislil na zadevo, kaj pa, če mi to sploh ni namenjeno, ampak sem pomislil na to, kako bom zdaj jaz poslal audicijo, kako bom jaz poslal video, če videa nimam. In pol meni kapne, da imam jaz itak že ogromno posnetkov na internetu in jih enostavno samo pošljem. Torej, zadeva rešeno. In jaz zberam med vsemi temi posnetki, zdaj, ko bom te boljše si pogledal, in najdem ene 5 posnetkov in sem rekel, jaz bom kar vseh 5 poslal, pa je to. In res jim pošljem teh 5 posnetkov. In na tistem trenutku jaz nisem razmišljal, da si jaz to res želim ali ne, in pa da je to še ena dodatna obveznost, za katero niti ne vem, če imam čas. Povajem pa že pri enem pevskem zboru in nisem niti razmišljal, kaj pa, če bom mogel pol zaradi tega ta pevski zbor pustiti, kjer pa seveda rad pojem, ne. In jaz vseeno pošljem in sem rekel, kar pač bo, če ne drugega, da vidim, kako izgleda audicija pri enem takem pevskem zboru, ker jaz nisem bil še nikdar pri pevskem zboru na taki audiciji, da
bi mogoče bil tu na nekem hudem nivoju. Bil sem že na audiciji za pevski zbor, ampak to je izgledalo tako, da enostavno si prišel tja, se je odigralo par pesmi in zadeva je bila v bistvu rešena. So ti sam rekel, greš tja, ta glas boš pel in to je to. Jaz nisem bolj vedel, kako izgleda audicija pri enem takem pevskem zboru, ki je res na nekem nivoju. In sem rekel, bom šel, v najslabšem primeru še zmeraj lahko rečem, da pač ne vidim svoje poti ali kakorkoli. Želel sem pa pač to izkušnjo dobiti, da vidim res, kaj oni zahtevajo. In ko greš na neko pot, ko si nekaj želiš, moraš biti pripravljen sprejeti tudi zavrnitev. Kaj to pomeni? Če si res nekaj močno želite, ni nujno, da se vam bo tisti trenutek uresničilo, ker mogoče še niste pripravljeni na to zadevo, ali pa si jo resnično ne želite. Da si tu želite zaradi tega, da bi mogoče zapolnili svoj čas, mogoče si tu želite zaradi tega, da bi se pokazali pred okolico, kar verjele pa ne, dosti ljudi počne, da si recimo kup nek avto samo zaradi tega, da bi se pohvalili pred sosedi, prijatelji, komarkoli. In sem rekel, bom šel vseeno na audicijo, če bom slučajno seveda sprejet, ker to je bil seveda prvi krog, si samo poslal, se pravi, svoje posnetke in čakal. In mislim, da sem čakal nekje 2 tedna, 14 dni in res pride odgovor in sem rekel, res mi je, me ferbec matra, kaj bodo odgovorili, kaj bodo ugotovili iz teh mojih posnetkov. In da ne bom karkoli pozabil, vam tukaj prilimam zdajle slikco. In glede na ta mail, ki sem ga jaz dobil, seveda sem bil navdušen in sem bil tudi povabljen na audicijo v živo. In sem rekel, ok, glede na to, da sem si res želel izkušnjo, kako izgleda audicijo v živo za nek tak bolj znan, priznan, kakorkoli zahteven pevski zbor, bom seveda šel tudi tja v živo. Povedal bom čim več stvari, kaj se je zgodilo in kaj jim mogoče tudi ni bilo všeč. Jaz drugače nisem neka konfliktna osebnost, hotel sem se pa malo bolj pohecati z njimi. Kaj se je zgodilo? Ok, gremo od začetka. Jaz dobim uro 6:10 popoldne v Ljubljani, lokacija, kam moram priti. In jaz se res potrudim, da bom točen in pridem tja. Mislim, da je bila ura 20 do 6, ali pa še malo kasneje, rečemo 10 do 6. In ko glih pridem tja, gre ena gospodična noter. Sem rekel, ok, še 20 minut, pa bom jaz na vrsti. In bolj gledam, še ena gospodična je pa zunaj stala. Sem rekel, ok, mogoče je pač njena prijateljica in pač zunaj počaka. Ker gleda tudi, da je bila ura glih enih 10 do 6, se pravi 20 minut so rekli, da so audicije, kar pomeni, da glih 10 čez 6 bom jaz na vrsti. Točno. In ura 10 čez 6 in gre ta gospodična noter. Jaz gledam, to pomeni, da smo že rahlo v zamudi.
In spet tukaj se lahko poraja vprašanje, a je to spet znak, da te vesolje poskuša odstraniti od neke zadeve, ker ti pač ni usojena, ali te testira, da si res to želiš. Ne veš. Če si res želiš iz srca, boš vse naredil, da boš tja prišel. In roko na srce, očitno si jaz toliko iz srca nisem želel tega, da sem dobival toliko testov. In seveda, ko sem bil jaz na vrsti, je bila ura 6:30 že, tazga. Vrata so bile odprte in zunaj so bile še 2 punce, ki ena bi mogla biti na vrsti takrat, ko sem šel pol jaz noter. Ena je pa tudi prišla malo prej in smo ji valjda povedali, ne, da bo čakala še najmanj 40 minut. Je bila kar malo šokirana, kakor sem bil tudi jaz zaradi tistih 20 minut, ampak vseeno, ne. Ampak pustimo zdaj tle, ali je to profesionalno ali neprofesionalno. In zunaj jaz sem se pač hecel. In sem rekel, ja, nekaj v tem smislu, da pač jaz bi itak že mogel biti na vrsti, ne. Pa bom zdaj namesto nje na vrsti, tej punci sem to rekel. In me pogledajo iz avdicije, ker so bile pa vrata odprta. Teh punc oni jih niso videli, ki smo bili pod takim kotom. In mi odvrne nazaj, malo jezno, gospodična na drugi strani, ki je imela audicije tudi čez, 4 so bili na audiciji noter, komisija. In mi reče, ja no, ne moramo vseh naenkrat, boste pa pač malo počakali, ne. Ja, ne, vse je v redu, sam pač pogovarjam se tukaj s gospodično, da pač imamo malo zamude, ne, v tem smislu. In sem si pol mislil, ne, ja, slabo si začel, ne. Če je samo zaradi tega ti rečejo, da nisi sprejet, veš, zakaj nisi sprejet. Tako da, to je bil mogoče en moj kiks, ampak pač sem bil res sproščen in po eni strani mi je bilo